Sem končal, da imam še prošljeno za gospoda Šturma, če bi pa želel komentirati včerajšnjo napoved predsednika vlade o morebitnem nastopu vlade. Kako ste sprejeli te informacije, če se presenetila, pa kako ocenjujete, kaj lahko se pomeni? Ja, to, mislim, razprava je bila zelo, moram reči, enotna v podpori stališčem predsednika vlade. Jaz jo popolnoma razumem, konkretno čisto iz mojega osebnega primera. Mi smo se znašli v nekem gluhem prostoru. Vam bom kar povedal, v zadnji razpravi, ki sem imel v Državnem zboru. Razprava je trajala 3 ure. Sam sem govoril približno pol ure. Nastopil sem enkrat, 4-krat. O mojih nastopih ni noben ni poročal ničesar. Opozoril sem na naravnost neverjetno spolitizirano razpravo, na neverjetno, nesprejemljivo izjave določenih oseb. Nekateri poslanci so prav recimo že rehabilitirane povojne obsojence ponovno na govorniškem odru v Državnem zboru opljuvali kot narodne izdajalce. Jih ponovno stigmatizirali in s tem dejansko storili tudi žalitev, zelo hudo žalitev. Na katero sem tudi upozoril, noben od medijev o tem ni poročal niti besedice. Zdaj pa, veste, v takem položaju, če pa mediji ne poročajo, kar minister pove v parlamentu, na drugi strani pa v Evropi dobivamo očitke, da vlada v Sloveniji strahovlada na medijskem področju, da vlada zamenuje urednike, da vlada diktira novinarjem, kaj in kako naj pišejo. Tu je pa nek razkorak oziroma od stvarne realnosti, je pač očitno smo v nekem svetu virtualne resničnosti, v katerem pa nobena vlada ne more več delati, ne more funkcionirati. Potem pa naj odgovornost za to prevzamejo tisti, ki ustvarjajo tako stanje, ki trdijo, da izkosu vse narobe, naj pridejo na plano, naj pokažejo, kaj vejo in znajo. Zdaj ste postavili predvsem medije, recimo to je drugačno stališče, kot predsednika vlade, recimo postavili, da smo mediji, ne mediji, tisti, ki trdijo, da je tako. V tem konkretnem mojem primeru pa tudi mediji. Prav, očitno, da mediji so odgovorni za skorajšnje. Ne, mediji niso odgovorni. Jaz sem samo povedal konkreten primer. Želim vaš komentar, če pravi na to. Se pravi, če vas prav razumem, gospod minister, mediji smo zelo veliko pridonesli temu, da naj bi morebiti vlada odstopila, oziroma, da smo mediji še vedno pod vplivom nekoga drugega, ne pa konkretne vlade. To ni moja trditev, vi mi imputirate nekaj. Ne, samo sprašujem, če je morda v to smer voste. Ne vozim, jaz sem trdil samo to, da sem v zadnjem nastopu v Državnem zboru, sem imel 4 nastopi in da mediji niso ničesar poročali. Zdaj, kaj pa to pomeni, pa vi uganite, kaj to pomeni. Vi imate, jaz sem vam postregel s stvarnim podatkom, vi ga pa komentirajte. Ob tem pa, da je pa v tujini podatek, da vlada v Sloveniji strahovlada nad mediji, da je 452 novinarjev, vključno z novinarji v Cicibanu, je podpisalo izjavo, da vlada tako rekoč zamenjuje urednike, da izvaja strahovlado nad novinarji in da jim diktira, kako naj pišejo. To, če jim diktira, kako naj pišejo, kako potem, da v nastopu ministru v Državnem zboru ni niti besede v mediji. To dvoje ne gre skupaj. Samo to sem hotel povedati. Vse druge komentarje pa prepuščam vam. To je predlog zakona o zaključku denacionalizacije. Pa se resno približujemo v Belorusiji? To je drugo, to je drugo. V medijih, oziroma ne v medijih, v tujini je od nekod, ne vem odhod, je prišla trditev, da je položaj v Sloveniji prav zaradi tega, zaradi navedkov, da vlada popolnoma obvladuje medijski prostor, da izvaja strahovlada nad novinarji in nad uredniki, da je položaj podoben v Belorusiji.
oziroma znašel se je celo en tak navedek v nekem časopisu, da je zraven vlade je kip komunističnega diktatorja, vlada si na vse kriplje prizadeva, da ta kip postane tam, da ni nič storila za to, da bi ga odstranila in da uporablja enake metode kot ta komunistični diktator. Vsi ste sami rekli. Zato, ker strahuje novinarje, ker zamenjuje urednike in izvaja strahovlado med novinarji. Zato, ker uporablja te metode, to so pač take predstave, ki so zdaj v tujini, to je velika črnitev, moramo reči Slovenija, saj sami veste, da ni tako. Sami vsak od vas posebej pri svoji vesti ve, da je položaj ni takšen. Vsak od vas posebej in vsi skupaj. Veste, da to ni res. Veste, kaj je resnica. In v takšnem položaju, če očitno zelo, bom rekel, neke močne politične sile to organizirajo, takšna sporočila pošiljajo v tujino, v takšnem položaju je seveda nemogoče odgovorno izvajati naloge predsedovanja, ki nas bodo zelo kopirale, da ne govorimo tudi o drugih razlogih, saj jih je predsednik že naštel. Ne? Zato sem jaz zdaj izpostavil zdaj dve nekoliko manj znani primerjavi, ki do zdaj še niso bili izpostavljeni. Sveda se pa z vsemi drugimi tudi strenjam. Pa se je presenetilo, da se ta napoved, gospod Janša, se to že del časa razmišljal o tem vladi? Vsi skupaj smo razmišljali o tem položaju, treba nekaj storiti. Da tako ne morate več naprej. In to je rešitev v bistvu ta grožnja za stopom vladi? Mi želimo, da odgovorno vsakdo opravi svoje delo. Odgovorno in, kako bi rekel, odprto. Da nihče ne deluje prikrito. Odgovorno in odprto. Zato je tudi to prišlo in te komentarji o zaupnici, da bo primer iskal zaupnico v parlamentu, to so seveda, ti komentarji so glede na razmere prisotni. Zaradi tega, ker je povedal predsednik in ker sem sam ilustrativno zdaj prikazal, ki so dejansko skrb vzgojajoče, seveda ti komentarji ne gredo v pravo smer. Pravo smer je dejansko odstop predsednika in s tem tudi vlade. Pričakujete, da se bo to zgodilo? Oziroma se to sploh lahko zgodi po zakonu. Vse mislim, da vlada je v bistvu parlament jo lahko razreši. Ne, po zakonu se to zgodi. Ja. Čim to pride, je konec. Treba je to sprejeti. In seveda iskati novo vlado. In glede na to, da imamo mi opozicijo, ki zelo veliko razpravlja, je pač opozicija lahko v tem trenutku takoj prevzame vlado. Ampak do izvolitve nove vlade bo po zakonu še naprej ta vlada pravila svoje delo, ne? Ja, sem do izvolitve nove vlade lahko pride zelo hitro. Ne? Mora pač predsednik prišel. Ja, čim po morebitnem odstopu lahko do izvolitve nove vlade pride zelo hitro, lahko traja tudi malo dlje časa. Če se spomnite, tudi tedanji premier dr. Novšek je takrat odstopil, ne? Prišlo je do izvolitve nove vlade, dobil vlade, čeprav je tisto trajalo nekoliko več časa, vleklo se je kakor 2 meseca, se mi zdi. Ne? Ampak, če je imel opozicijo dovolj, bom rekel, korajže, da se lotijo nalog vodenja države in predsedovanja, se to lahko zgodi zelo hitro.